Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in spoštovane gledalke. Na vrsti je osrednja informativna oddaja VTV Magazin. Tokrat smo za vas pripravili naslednje prispevke. V dvorcu Bukovje v Dravogradu je v sredo potekal prvi turistični forum Koroške, Dan koroškega turizma. Namenjen je bil izmenjavi izkušenj, povezovanju in iskanju priložnosti za razvoj turizma v koroški regiji. Regionalna razvojna agencija za Koroško je v dvorcu Bukovje v Dravogradu pripravila prvi turistični forum Koroške. Poimenovali so ga Dan koroškega turizma, organizirali pa so ga z namenom povezovanja, sodelovanja in razmišljanja o prihodnosti turizma v regiji. Pričeli so ga pred dvorcem s kulinariko, nadaljevali s fanfaristi in se nato preselili v dvorano, kjer so potekale razprave. Vesel sem, da danes tukaj v dvorcu Bukovje gostimo dogodek leta, namenjen predvsem koroškemu turizmu. Letos smo skupaj z deležniki postavili vizijo razvoja turizma do leta 2030 in na okrogli mizi, kjer bomo gostili pomembne goste, bomo seveda govorili o tem, kako turizem še bolj povezati in ga narediti bolj prepoznavnega. Se verjamem, da je Koroška tisti skriti biser, ki ga večina turistov še ni odkrila, in ko bomo postali prepoznana destinacija, bomo lahko svetla točka turizma na Sloveniji. Svet koroške regije je julija letos sprejel strategijo razvoja turizma destinacije Koroška 2025 do 2030. Strategija nam je dala seveda dobre temelje, na kakšen način lahko sodelujemo tako z lokalnimi turističnimi organizacijami, turističnimi centri in pa seveda tudi s ponudniki. In ravno s ponudniki bi si želeli v nadalje še skleniti večje vezi, saj verjamemo, da lahko le skupaj z gospodarstvom naredimo promocijo turizma v pravi meri. Danes je tudi forum deloma namenjen temu, da strategijo ponovno predstavimo in da v okviru strategije že napeljemo prve aktivnosti, ki nas bodo seveda vodile do realizacije vseh naših politik in ukrepov. V teh aktivnosti je dosti. Eno je, kar govorimo z področja podatkovno podprtega odločanja, potem investicij, gradnje nove, nadgradnje obstoječe infrastrukture, potem seveda trženja, organiziranosti in upravljanja. Skratka, v bistvu te aktivnosti peljejo na 7 zelo različnih razvojnih področji, ki pa so vsaka zelo pomembna za razvoj Koroške v prihodnje. Dvorec Bukovje so za dogodek izbrali, ker je prostor kulture, srečevanj, kulturne dediščine in turizma. Med govorniki na forumu je bila direktorica Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dubravka Kalin. Pravzaprav smo v Sloveniji zdaj več kot 30 let res ogromno denarja, pa tudi energije vlagali v promocijo in povečevanje vidnosti Slovenije in njenih destinacij. In mislim, da nam je to res enkratno uspelo, ampak seveda, če pa želimo slediti tistemu, kar smo zapisali v strategiji slovenskega turizma, pa je nujno tudi povezovanje deležnikov, zato da bomo lahko udejanjili vse, kar smo si zastavili. Na ta način bo seveda tudi destinacijam lažje, lažje jim bodo dostopni nekateri viri, predvsem pa seveda zdaj prehajamo iz promocije v upravljanje destinacij, kar je, mislim, da ključnega pomena za vse. Turizem je panoga, ki se zelo povezuje na vse ostale gospodarske in negospodarske segmente družbe. In tukaj smo v preteklosti naredili premalo, od umeščanja turizma v prostor do preusmerjanja turističnih tokov, do tega, da seveda ščitimo, varujemo naravne vrednote, ki jih imamo okrog sebe in da seveda imamo pod kontrolo, koliko imamo tam obiska in seveda tudi, kaj se tam počne. Tako da teh segmentov je res ogromno. Koroška ima bogato kulturno dediščino, za razvoj pa so pomembni jasni načrti in vizija.
Ja, mi se kar tesno povezujemo, v bistvu prav vse smeri, ki ste jih omenili. Danes pa pravzaprav krepimo to naše notranje regijsko povezovanje, zato tudi dajemo osrednjo temo na današnjem dogodku, ker mi samo z skupnim sodelovanjem in sinergijami vidimo nek realen potencial za razvoj Koroške kot turistične destinacije. Seveda se pa tudi sicer povezujemo z sosednjimi destinacijami, pa preko številnih projektov tudi v tujino. No. Tako da nam povezovanje ni tujega, spodbujamo in smo ga vedno zelo veseli in kot rečeno ga vidimo ključ za razvoj. Ana Jemec-Špik iz Slovenske turistične organizacije je na forumu predstavila nacionalno informacijsko središče za turizem, ki so ga vzpostavili v letošnjem letu in je že na voljo uporabnikom. Središče predstavlja osrednje orodje za analizo in zbiranje podatkov, ki lahko pomaga prav vsem. Tako kot nam na nacionalni ravni, tudi destinacijam, kot je na primer Koroška, kjer si lahko pobrskajo podatke po različnih kazalnikih, spremljajo njihov način razvoja turizma, upravljajo razvoj turizma skladno z strategijami, ki so vzpostavljene in z načinom upravljanja in razvoja, ki ga želijo v regiji razvijati. Slovenija je za tuje obiskovalce vedno bolj zanimiva destinacija. Letošnje leto v Sloveniji beležimo spet rekorden obisk, pozitivno rast. Ta rast je še vedno v mejah normale oziroma v ustreznem razvoju skladno s strategijo slovenskega turizma. Seveda pa smo takšnega leta veseli. Kot kažejo trendi v turizmu, je recept za uspeh ne več veliko, ampak izbrano in odlično. Koroška regija ima avtentičnost, pristnost, kulturno in zgodovinsko identiteto ter butičnost in mir, ki je luksuz sodobnega časa. Albansko kulturno društvo Lirija je včeraj v Velenju organiziralo strokovno konferenco z naslovom Skozi oči žensk poti preko meja. Na konferenci so govorili o izzivih, s katerimi se srečujejo ženske, priseljenke in o spodbujanju medkulturnega dialoga. Strokovna konferenca Skozi oči žensk poti preko meja je prva tovrstna konferenca v Sloveniji. Na enem mestu je združila strokovnjakinje, institucije in predstavnike skupnosti z namenom poglobljene obravnave izzivov žensk priseljenk. Konferenco, ki sta se je med drugim udeležila tudi veleposlanika Kosova in Albanije, v uvodu pa je zbrane pozdravil župan mestne občine Velenje Peter Dermol, sta organizirala Albansko kulturno društvo Lirija in Ljudska univerza Celje v okviru projekta Socialna aktivacija albansko govorečih žensk, s katerim so pričeli že leta 2019. Naš glavni namen je opolnomočenje žensk priseljenk in njihovih družin. Se pravi, fokus imamo na raznovrstnih delavnicah, ki krepijo samozavesti žensk, opolnomočenje in predvsem lažjo integracijo v novem okolju. Gre za projekt, v katerem vključujemo albansko govoreče ženske v lokalno okolje, jih opolnomočimo, jih učimo slovenskega jezika in jih pripravljamo na takšne in drugačne odhode potem v svet, torej ali na zaposlitvene poti ali na izobraževalne poti. Odzivi so veliki, zato ker je tudi potreba velika. Vključujemo v 3 letih 225 albansko govorečih žensk na 3 lokacijah, Slovenske Konjice, Celje in Velenje. In v projektu aktivno sodelujemo tudi z albanskim kulturnim društvom Lirija, ki nas je tudi povabilo k organizaciji te konference. Priseljenih je vedno več. Vidimo, da je val v bistvu vedno mlajši, kar posledično pomeni, da prihaja mlajša, izobražena generacija, tudi postopki integracije so potem posledično lažji. Društvo Lirija nima težav s predsodki. Jaz bom tako rekla, mi imamo dobre izkušnje, odlično sodelujemo res z vsemi javnimi institucijami. Tudi to konferenco smo šli v sodelovanje z Ljudsko univerzo Celje, kar je en pokazatelj, da dejansko z nekim sodelovanjem gradimo lepo pot in v bistvu tudi lajšamo celotno situacijo, ko gre za priseljence. In zakaj so se lotili organizacije strokovne konference?
Tako kot vsaka ženska oziroma tudi družina posledično, ko pride v novo okolje, se srečuje z raznimi stiskami. Velikokrat zanemarimo te duševne stiske, ki jih imajo tako ženske kot otroci. Zato se nam je zdelo pomembno, da začnemo ozaveščati o tej tematiki, da povemo, kako pomembno je poskrbeti za duševno zdravje. Kljub temu smo podali v naslednje panele tudi področja opolnomočenja žensk, kako ženska žensko lahko podpira, kako z organizacijami lahko poskrbimo za to, da žensko podpremo. V tretjem panelu imamo pa tudi primere dobrih praks žensk, ki so prav tako tujke, vendar izobražene, zaposlene v slovenskih institucijah, kar kaže, da se vse da. Katere so največje težave na novo priseljenih žensk oziroma družin? V prvi vrsti nepoznavanje jezika. Posledice so potem tudi nepoznavanje zakonov, obveznosti, dolžnosti. In ravno s tem namenom smo v našem društvu pričeli z raznimi delavnicami, ker se mi zdi, da velikokrat poudarjamo samo pomen jezika, seveda je ključen, vendar ni vse. Je veliko več potrebno, da se ženske potem posledično začnejo hitreje učiti, če imajo dovolj informacije za novo okolje, v katerem sedaj živijo. Jaz sem tudi sama priseljenka, jaz sem se v Slovenijo preselila pred 12 leti in prihajam iz Albanije. Glede na to, da slovenčina in albančina se zelo razlikujeta med sabo, seveda je bilo težko, učenje jezika je seveda težko, ampak jaz sem vedela, da to je edina pot. Sem zaposlena na Ljudski univerzi v Celju kot medkulturna mediatorka in izvajamo program socialne aktivacije albansko govorečih žensk. In seveda se soočamo z oviri in največja ovira bi rekla, da je jezik, učenje slovenskega jezika, ker naše udeleženke prihajajo iz različnih okolij in to je vsaka ima posebno zgodbo in zato postane tudi učenje jezika izziv. V Sloveniji je sicer pogosta miselnost, da se priseljenke ne želijo učiti jezika in se integrirati v družbo. Močen je stavek, da si ne želijo, ker so tu zadaj zelo velike in ovire in manj priložnosti, kot pa sicer recimo mogoče ostali ljudje, ki nimajo recimo jezikovne bariere, tudi recimo izobrazbene, se pravi stopnje izobrazbe in tako naprej. Skratka, treba se je zavedati tega, da se vsi nekako želijo učiti, ampak potrebni so primerni pristopi, potrebna je, bom rekla, komunikacija, ustrezen medkulturni dialog. To je stereotip, to ni res. Mi delamo vsak dan s tistimi ženskami, ki se res trudijo za učenje jezika. Tako kot sem tudi prej povedala, včasih to je težko, ampak ne zato, ker nimajo volja, ampak različni dejavniki vplivajo na to, nivo izobraževanja, izkušnje, ki so jih imele v preteklosti, vse vpliva na učenje, ampak bom poudarila, tako kot sem že prej, da ne zato, ker naučejo, si želijo integracijo in učenje jezika. Raziskav na temo konference ni veliko, sta pa o priseljenskih družinah, duševnem zdravju in drugih težavah na prvem panelu govorili docentka doktorica Anica Mikuš-Kos in doktorica Sara Verderber. Moje ugotovitve so take, da so to stvari, ki so precej zakrite, skrite. Veliko žensk je še zmeraj neslišanih, ženske migracije so še zmeraj ne toliko raziskane in veliko teh oseb ima toliko osebnih stisk, da je nekako škoda, da se te stvari ne bi o teh stvarih govorile. Tudi ta dogodek je v tej smeri, da se senzibilizacija za te osebne in druge eksistenčne stiske nekako obelodani. O uspehu, ki nima meja, pa sta govorili tudi gosti iz Kosova. Ova konferencija je izuzetno značajna. Ja sam se zaista obradovala zato što gdje god da živite, koji god komunitet da živi u jednoj i drugoj zemlji, trebamo naći načina da se ti ljudi prilagode ljudima gdje žive, da nađu mogućnost saradnje, da nađu mogućnost da se osjećaju kao u svojoj kući i da nađu mogućnost da daju maksimalan doprinos u profesijama kojima rade.
Da vam kažem, ja se ovim poslom bavim već 20 godina. Nije problem da ljudi ne žele da se integriraju, problem je da ne znaju kako da se integriraju. Dakle, država je ta koja treba da im otvori put i da im da način kako da se oni integriraju u saradnji sa matičnom zemljom odakle dolaze. Da bi se ti mentaliteti i da bi se podudarili i da ne bi dolazilo do konflikata ili nerazumijevanja. Razumevanja je bilo na prvi strokovni konferenci v Velenju veliko, množična udeležba pa dokaz, da je o vsem tem potrebno govoriti na utemeljen in skupnosten način. V skupini Hisense Europe se zavedajo, da v prihodnosti ne bodo več konkurenčni, če ne bodo uvedli avtomatizacije in digitalizacije proizvodnje, so poudarili na četrtkovi novinarski konferenci v Velenju. Samo letos so za naložbe namenili 65 milijonov evrov. Skupina Hisense Europe letos pričakuje okoli 4,8 milijarde evrov prihodkov, kar pomeni približno 6% rast glede na leto 2024, ko so prihodki znašali 4,5 milijarde evrov. Višji bo tudi letošnji dobiček, ki je lani nanesel 31,7 milijona evrov, je povedal izvršni podpredsednik uprave Boštjan Pečnik. Zelo pomembno je, da smo praktično na področju gospodinjskih aparatov najhitreje rastoče podjetje v Evropi. Hisense Europe izstopa tudi po rasti prihodkov, saj nekateri njegovi tekmeci beležijo občutne padce prodaje. Boštjan Pečnik ob tem opozarja, da se potrošnja v Evropski uniji v zadnjih mesecih znižuje, stanovanjske investicije stagnirajo, višji pa so stroški logistike in ravnanja z odpadki. So pa cilji skupine Hisense Europe za leto 2026 ambiciozni. Pričakujemo, da bomo v letu 2026 naše prihodke še povečali, da bomo presegli 5 milijard, da bomo se približali številki 5,5 milijarde evrov prihodkov. Seveda, če bomo te cilje dosegli, verjamemo, da bo tudi naš tržni delež tako na področju gospodinjskih aparatov, kot na področju televizorjev še naprej rasel. Boštjan Pečnik je še izpostavil tudi močno razvojno bazo in postregel s podatkom, da v Evropi zaposlujejo 9600 ljudi, od tega 450 inženirjev v Slovenskem razvojnem centru, ki je eden najpomembnejših v skupini. Zaradi avtomatizacije naj ne bi odpuščali delavcev v proizvodnji, saj jih trenutno primanjkuje. Potrebovali pa bodo visoko kvalificirane delavce, ki jih je prav tako težko dobiti. Za, visoko kvalificirano delovno silo se absolutno trudimo pritegniti mlade talente, da se nam pridružijo. Do neke mere nam to uspeva, seveda pa bi v primeru, da bi se tudi, določene obremenitve plač v Sloveniji prilagodile, da bi bile konkurenčne na evropskem nivoju, bi nam lažje uspelo pritegniti tudi talente iz drugih držav Evrope. Jaz moram povedati, da naš razvojni center, ki je tule v Velenju, da niso zaposleni samo sodelavci iz Slovenije, ampak tudi iz drugih držav Evrope, pa tudi nekaj iz Amerike. V Hisense Europe se torej zavedajo, da v prihodnosti ne bodo več konkurenčni, če ne bodo uvedli avtomatizacije in digitalizacije proizvodnje. Ali razmišljajo, da bi proizvodnjo iz Velenja preselili drugam? Trenutno o tem ne razmišljamo, seveda se pa zavedamo, da brez močne avtomatizacije in digitalizacije proizvodne lokacija v Velenju dolgoročno ne bo konkurenčna in pri naših prizadevanjih zagotovo pričakujemo tudi ustrezno razumevanje lokalnega in slovenskega okolja in ustrezno podporo investicijam, ki bodo iz tega naslova potrebne. Mi smo mednarodno podjetje, če bomo naleteli na pozitiven in verjamem, da bomo naleteli na pozitiven odziv tudi strani države, potem bo Hisense ostal v Sloveniji zagotovo. Če pa nikakor ne bo razumevanja, so pa vsi scenariji možni. Boštjan Pečnik je posebej izpostavil tudi napredek na področju trajnosti. Letos so namreč prejeli platinasto oceno EcoVadis, ki jo doseže le odstotek najboljših podjetij na svetu, ter znova pridobili priznanje Green Star. Oba dosežka potrjujeta njihove napore pri zmanjševanju vplivov na okolje, kar vključuje tudi zmanjševanje porabe energije v proizvodnji.
Gre pa za cilj, ki ga bodo po trenutnih ocenah presegli že prihodnje leto. V torek so na Ljubnem ob Savinji na zadnji letošnji redni seji zasedali občinski svetniki, obravnavali in potrdili so proračun za leto 2026. Na dnevnem redu decembrske redne seje je bilo samo 6 točk. Osrednja je bila druga obravnava proračuna občine za leto 2026. Za prihodnje leto je v občinskem proračunu občine Ljubno načrtovanih nekaj manj kot 24,7 milijona evrov prihodkov, odhodkov pa nekaj več kot 24,5 milijona evrov. Poudarek je zagotovo še zmeraj in bo še v naslednjih 3 letih sanacije. Se pravi, največje je tudi, bom rekel, delo, ki ga upravljamo na našem področju, je zagotovo priprava vse te dokumentacije, tako projektne kot investicijske dokumentacije za umestitev teh naših plazov, usadov, poškodb na cestah in da se čim prej lotimo realizacije teh projektov. Je pa potreb po modernizaciji lokalnih cest poleg sanacij po poplavah še kar nekaj. Bomo videli, kako bo dejansko res tudi s podatki Direkcije za vode glede teh cest, katere so dejansko na pravem nivoju oziroma katere bodo potrebne še določene rekonstrukcije, da se bo lahko šlo v to modernizacijo. Poleg tega pa vzdržujemo neko dobro kondicijo tako naših javnih površin kot tudi javnih stavb. Tudi temu je namenjeno kar nekaj financ, pa tudi seveda širitvi sekundarnega kanalizacijskega omrežja in tudi vodovodnega omrežja, s poudarkom seveda tudi na sodelovanje z ostalimi občinami na projektu Letošča kot našega glavnega oskrbovalnega vodovodnega sistema. V razpravi je župan povedal, da država občini še ni izplačala vseh sredstev za že izvedene sanacijske projekte. Kar žalostno je, da moramo res čakati čist zadnje dni leta, da lahko dobimo poplačene določene sanacije, ki smo jih dejansko izvajali že v letu 2024, ne samo 2025, ker so enostavno bile nujno potrebne za oskrbo naših ljudi, kmetij in želimo si seveda, da ta vložena sredstva, zaradi katerih smo se tudi morali zadolževati, čim prej dobimo nazaj na svoj račun in da lahko začnemo z kvalitetnim investiranjem tudi v projekte, ki mogoče niso neposredno povezani z sami sanacijami po poplavah in da lahko smelo razmišljamo tudi še o drugih projektih. Župan je svetnike seznanil, da se bodo v prihodnjem letu lotili izdelave novega občinskega prostorskega načrta. Imamo že kar nekaj let, 5 let star OPN, se pravi občinski prostorski načrt. V tem času se je pojavilo kar nekaj novih načrtov, idej naših občanov, tudi potreb, ki nam nekako nakazujejo potrebo potem, da v naslednjem letu res začnemo s temi spremembami in dopolnitvami našega občinskega prostorskega načrta. Jaz upam, da tudi sama zakonodaja prinese hitrejše reševanje teh postopkov, da ne bomo spet v tem postopku zapravljali energijo in naš čas predolgo. Kako pa župan ocenjuje iztekajoče se leto 2025? Leto 2025 bo, vsaj po naših podatkih, v bistvu kar malo, bom rekel, zamujeno, kar se tiče sanacij po poplavah, pa ne glih toliko po naši zaslugi, bolj se gre zaradi tega, da je pač enostavno ti postopki so prinesli ne samo pred našo občino, tudi pred druge občine, izjemno paleto enih aktivnosti, urejanje, bom rekel, teh birokratskih stvari, ki si jih ne želimo v prihodnje. Jaz upam, da smo se v tem letu vsi toliko naučili, vsi, mislim tako našo lokalno nivo, kot seveda tudi državni nivo, toliko naučili, da bomo znali biti v naslednjem letu dosti bolj nagnjeni k realizaciji teh projektov. V letu 2026 si tudi želijo, da ne bi bilo težav s finančnimi sredstvi za sanacije po poplavah. Ki so nekako zajamčena v tej shemi popoplavne sanacije in da v letu 2026 smelo začnemo z reševanjem res kar nekaj akutnih, hudih problemov na naši prometni in komunalni infrastrukturi in predvsem seveda, da ljudem, našim občanom, ki so ogroženi od plazov, ponudimo varnejšo prihodnost. Novembra prihodnje leto bodo tudi lokalne volitve. Glede ponovne kandidature za župana je Franjo Naraločnik povedal. To je zanimivo vprašanje, na katerega že dolgo časa vem odgovora. Se pravi, Franjo sigurno ne bo več kandidiral za župana.
iz več razlogov. Prav je tudi, da ponudimo prostor mogoče novemu razmišljanju, novemu kadru, pa da še zmeraj s svojimi izkušnjami smo v pomoč in da znamo mogoče kakšno stvar hitreje rešiti ali pa, bom rekel, pri odločitvah pomagati s svojo modrostjo, ki smo jo, upam, v teh letih pridobili. Na torkovi seji so svetniki določili tudi novo vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2026 in jo povišali za odstotek letne rasti cen življenjskih potrebščin oziroma inflacijo, to je za 2,3%. V zdravstveni postaji Mislinja, ki je enota zdravstvenega doma Slovenj Gradec, bo z novim letom prišlo do kadrovskih sprememb. Zaradi upokojitve zobozdravnika Željka Lapiča bo njegovo ambulanto prevzel nov zobozdravnik. Zobozdravnik Željko Lapič se je v Mislinji zaposlil leta 1987. Od leta 2007 je tudi vodja zobozdravstva v zdravstvenem domu Slovenj Gradec. 3 leta pa je bil direktor tega zavoda. S svojim delom je pustil velik pečat. Bom rekla, tako kot zobozdravnik se je poskrbel, da smo lahko pravočasno oziroma da smo pridobili nove kadre, da smo nekako izboljšali standard zobozdravstva. Po drugi strani pa v času, ko je bil direktor pred menoj, je pravzaprav postavil tudi neke nove standarde na področju nujne medicinske pomoči, kot tudi na področju zobozdravstva in je uspel pridobiti tudi dodatne dežurne oziroma je uspel pridobiti tudi dodatne zdravnike, kar je bilo v tem času še posebej pereče. Najprej se moram dr. Lapiču iskreno zahvaliti za vsa ta leta, ki jih je delal tukaj oziroma oddelal v naši lokalni skupnosti in moram reči in čestitati za vso delo, ki ga opravil. Res ni trudil samo kot osebnik, kot zobozdravnik, bil je tudi določen čas tudi direktor. Moram reči, da sem jaz poznal, ko sem bil še svetnik v naši občini in smo bila takrat skupaj, se pravi, on je nastopil kot direktor, jaz pa kot član sveta zavoda. Zelo se je trudil, zelo si je želel te nove prostore, kar je nam potem skupaj z zdravstvenim domom tudi uspelo in zdaj so res krasni prostori. Moram pa reči, da meni je žal, da odhaja. Verjamem pa, da dobimo novega zobozdravnika, ki ga bo res nadomestil, upam tako srčnega, kot je bil dr. Lapič. In s katero besedo opiše Željko Lapič svojo delovno dobo v Mislinji? Živahno, s eno besedo. Začel sem na otroški, 1 leto, potem sem pa se dobil za nedoločen čas na ambulanti za odrasle. To je precej živahno, ker se je spremenjal način dela, oprema, materiali, ljudje. Zanimljivo je bilo. Kako so se spreminjali pacienti? Na boljše, ker so se začeli zavedati pomembnosti zdravih ust, zdravih zob, da se vse začne v bistvu v ustih, ker je že prej bil zelo velik poudarek na preventivi, že v šoli, da ti otroci, ko so hodili, 3., 4. razred, kad sem jaz prišel delati, so pol pa prišli meni kot neke odrasli ljudje, ker se je poznalo, da je precej bilo vloženo dela v preventivo pri otrocih. Kaj pa leta v vlogi direktorja zdravstvenega doma? Samo delo kot direktor je bilo zelo zanimljivo. Moram reči, lepa življenjska izkušnja, sem ne več. To je bilo zelo naporno, ker moram povedati, da so tudi mogoče moji pacijenti trpeli, ker nikoli nisi vedel, kaj te čaka jutri, ker je bil klic sestanek v Ljubljani, pa si moral vse to pustiti, pa laufati v Ljubljano, pa spet te pacijente nekje dati not, tako da je bilo turbulentno obdobje. O odhodu iz Mislinje ni nikoli razmišljal. Enostavno otroci so tu rasli, začeli so hoditi v šolo, soproga je skrbela za družino in enostavno ljudje vse skupaj nam je bilo všeč in enostavno ni bilo neke želje za neko spremembo. Se pa tako kot pacijenti spreminjajo tudi mlajše generacije zobozdravnikov. Kaj opažam, pri mladih ni več občutek te pripadnostne ustanovi. Precej so mobilni, njemu ni problem danes delati to, jutri pa grem drugje. Pusti službo, ker tam so bolj pogoji. Tako da mi smo prej, si imel zdravstven dom, to je bila tvoja ustanova in ti si vse svoje življenje planiral okrog
zdravstvenega doma, te tvoje, a ne, ustanove. Mladi so danes pa zaradi verjetno samega, tehnologija gre naprej, enostavno ta njihova mobilnost naredi to, a ne, on gre res, danes delam v Slovenjgradcu, jutri bom prišel v Velenje ali pa v Maribor, ni problema, ne. Tako da te pripadnosti ni več, ne, tega občutka, da ti delaš za ljudi, da so tu pacienti, ki moraš skrbeti za njih, a ne, ker pustim ambulanto, pa grem. Ambulanta Željka Lapiča bo z letom 2026 dobila novega zobozdravnika. Zdaj avtomatizma, da se takoj pripadajo ambulanti ni, a ne. Vsak pacient mora priti posamezno, se na novo opredeliti, a ne, ker to je njihova prostovoljna zbira, tu dva gre kje druge, če imajo željo, a ne. Prednost bojo pa imeli tudi pacienti, ki so tu hodili, tako da verjetno drugo leto mora vsak osebno priti tule pa podpisati izjavo, da bo hodil naprej tem zobozdravniku, kateri bo prišel na mesto mene, a ne. Kaj pa načrti za čas upokojitve? Pa najprej moram se posvetiti malo moji družini, a ne? Ker moja družina živi v Zagrebu, jaz že 20 let potujem petke v Zagreb, ponedeljke na delovno mesto v Mislinjo. Tako smo se odločili, po končani srednji šoli, oba sinova sta želela študirati v Zagrebu in sta se preselila v Zagreb, tako da precej družina trpela, ne? Če lahko se zahvalim moji soprogi pa otrokom, a ne, ker so imeli vikend moža pa očeta. Tako da zdaj neka dolžnost je, da jim malo vrnem to, ker so mi dovolili, da bi delali pa živeli na ta način. Jaz bi se doktorju Lapiču res iskreno zahvalil, želim, da uživa v penziji, pa naj se kdaj spomni nas in nas pride tudi obiskati. Zagotovo se tej želji pridružujejo tudi vsi, za katere je kot zobozdravnik skrbel Željko Lapič. Spoštovane gledalke in dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. To je bilo vse v današnji oddaji VTV Magazin. Lepo se imejte in nasvidenje.